Imeli smo že dizla in najmočnejšega 130 konjskega, zdaj smo dobili pa še najšibkejšega. Cliota, itak, a ne prepoznate tega ogromnega zaslona, najbrž največjega med vsemi malčki. In ja, tudi tukaj se zatika. Renault, dajte en boljši procesor noter ali nekaj, da ne bomo vedno jamrali. Tale Clio ima opremo Intense, zraven kot češnja na torti pa še paket RS Line. Tole je bilo včasih GT Line, zdaj je pa kar RS. In zato dobite te krasne sedeže, športen volan, cel kup napisov, te fine 17-ke. Jep, še dobro, da motor upraviči tak agresiven izgled. No ne, litrski turbo 3-valjnik ponuja 74 kW moči oziroma 100 konjičkov in poganja tega čudovito oranžnega Cliota. Zelo rad bi vam povedal kaj več o brnenju motorja, pa ga včasih niti ne slišim, ker ga preglasi ropotanje tule nekje znotraj. Očitno gre za napako testnega avtomobila, ker pri prejšnjih novih Cliotih tega nismo slišali. Motor je osnovni v ponudbi, zato ga je treba gnati malce višje vrtljaje, da normalno pospešuje. Slabih 12 sekund potrebuje do 100. Ampak za vse starejše in tiste, ki vam pospeški nič ne pomenijo, bo v bistvu čisto ok. Sej, do cilja vas bo pripeljal, a ne? Menjalnik je tokrat samo 5-stopenjski ročni, 6-stopenjski je rezerviran za močnejše modele in je zelo soliden. No tale pa je vse prej kot to. Zatika se, hodi ročice so predolgi, z ročico lahko delam tole, tudi če jo prestavi. Prestavna razmerja sama so sicer ok, zato 6. prestave posebej ne pogrešam, ni pa tole noben poseben užitek. Tudi samo speljevanje ni, ker ima elektronsko ročno zavoro, ki se sprosti ob startu, ampak to naredi s polsekundnim zamikom, zato vedno avto cukne, če že prej ne dam dol sam. Ok, takole opremljen Clio res dobro izgleda, ostalo pa ni na tako visokem nivoju, kot smo bili vajeni pri prejšnjih. Seveda, podvozje ostaja vrhunsko, res se lepo pelje, so pa stvari, zaradi katerih se ni zaslužil tako dobre ocene in tudi cene 18 300 € za točno takšnega ne opraviči. Pa tudi, če gor piše RS Line.